Prav sem na novinarski konferenci po tekmi San Marino Slovenija, ki se je končala za zmago Slovenije z 4-0. Z mano je selektor Matjaž Kek. Selektor, čestitke in pa komentar tekme. Čestitke fantom, ampak naredili smo tisto, kar smo želeli, kar se je pričakovalo od nas in kar smo pravzaprav morali. Če hočeš, da ostaneš v igri v tej skupini, dosti dobrih stvari na tem igrišču, ko se je res danes dalo super igrati. Nekaj stvari bi lahko bilo boljše, ampak ob številnih rotacijah, nekatere so morale biti zaradi poškodb, sem zadovoljen z vsem skupaj, tako da ostajamo v igri, zdaj pa prihaja rock and roll, zdaj pa se bo začelo, ampak Slovenija je tukaj, Slovenija je zraven, veseli kar nekaj slovenskih navijačev, kar pomeni, da smo začeli nekoga tudi zanimati in to je to, brez nekih presežkov, nič nismo spektakularnega naredili, ampak zmagali dovolj visoko, sigurno, da lahko razmišljamo pozitivno in z optimizmom v nov ciklus. Hvala, gremo kar na vaše vprašanje. Ne samo, da je Slovenija v igri, zdaj trenutno je celo prva na lestvici, je to še dodaten motiv za nadaljevanje. Potrebovali ste zmago 4 gole razlike, dosegli ste, je bilo tudi to malo v glavi ali? To so zopet vaše računice, ne. Bodimo objektivni, bodimo realni, mi smo že igrali proti San Marinu. Ostali še bodo. Mi moramo točke dobivati in jemati tistim direktnim konkurentom in prava priložnost je v naslednjem ciklusu. Če sem pa iskren, je pa fajn pogledati na lestvico, kar nekje v nekem razgovoru o nogometnih temah in vse to skupaj, si pač tam, ko se sveti, ne, ampak mogoče malo neobjektivno, malo drugačna slika, seveda zaradi teh tekem, ki so ostale našim tekmecem še proti San Marino. Razmišljati moramo o sebi, ker smo dovolj kvalitetni, da lahko in se dobro pripraviti za naslednje izzive. Izzivov je pa vsak dan več in prihajamo v tisto pozicijo, ko smo si vedno želeli, da smo v igri, ampak se pravim, junija je bilo težko, zdaj so te 6 točk, pravim, doben presežek, ker to smo pričakovali in to smo morali narediti, ker drugače tako nimaš kaj iskati. Če se pogovarjamo o teh napadalnih opcijah, če smo hvalili navezo Šeško, Škorar, na prejšnji tekmi se zdaj zadela Vipodik, ki je na mestu Šeška začel, zadel je tudi Jan Mlakar, ki ni igral na svojem primarnem položaju. Verjetno še en dokaz več, da Slovenija dejansko ima res ogromno raznovrstnih. To je že za glavo bolj, ne, ampak Benja enostavno ni mogel igrati in rizik bi bil prevelik proti takšni ekipi, da ga lahko izgubi za mesec, dva. To je popolnoma bilo jasno že danes dopoldan. Tudi Janža čuti posledice tekme proti Ircem. Bijol je lahko odigral, pa tudi on je bil malo vprašljiv, ampak vidite, zgodi se Blažič, vstopi Vanja Vrkošič noter in odigra tekmo brez napake. In stvori se ena skupina, ponujajo se ene rešitve. Jaz bi rad, da še nekateri dvignejo formo, ki so dalj časa imeli pauzo, potem bomo imeli neki zbor več. Kar se pa tiče napadalcev, dobro smo izigrali neke stvari in gole dali, ne po nekih slučajnosti, tako smo jih v Ljubljani dali, ampak to je bilo izigrano. Moram pa vam samo dodati, zelo mi je bil všeč Mlakar na levi strani. Še to me zanima, v primeravi že ste omenili tekmo v Ljubljani, verjetno veliko lažje, kot tako hitro odpreš takšen predpor. Ampak drugačna energija je bila, kak smo šli v tekmo. In tukaj v teh tekmah je pomembno, kako se pripraviš, s kakšno miselnostjo greš in jaz od teh fantov to pa res zahtevam, to ne da jim polagam, to zahtevam. Koncentrirano, spoštljivo do vsakega nasprotnika, ali je Danska ali San Marino. Pripraviti se optimalno in potem izpeljati zadeve, koliko je možno na najbolj kvaliteten način. Jasno, da se delajo napake se bojo vedno delale. Tisti, ko se boji napak, tisti tak nima kaj v športu delati. Ampak, ko seveda na ta način kreneš, tako od prve minute, že v prvi minuti jim daš jasno vedeti, da tu pa ni. Ker oni bi se začeli valjati, oni bi se začeli provocirati in vse skupaj, ampak
nek del nekega odraščanja ekipe in ta ekipa je dobro reagirala. Mi smo, Slovenci, vedno dobro odreagirali proti takšnim nasprotnikom in v takšnih tekmah. To danes je bilo v pripravi, v neki resnosti, v neki koncentraciji zelo na visokem nivoju. To znate, mi mogoče navijači ste že omenili, čestitali smo za rojstni dan, pa nekaj od vas zahteva. Ja, vse veste, to je šank revolucija, lahko ne, ampak jaz ponavadi ne ostanem kaj dolžen, ne. Ko bo le prva priložnost, seveda zdaj v tekmi, med tekmo in vse to skupaj, ne. Videl sem zastavo Zelšan, jaz sem se 6 let vozil tam mimo in tam so res dobri ljudje, dobri navijači, ki sicer navijajo zelo dosti njih za Rijeko, ampak meni zelo dragi ljudje. Jaz sem pa na drugi strani videl še 2-3 skupine danes na stadionu slovenskih navijačev in to mogoče napoveduje, da bo res dobiti karto za tekmo proti Finski nek dogodek, nek privilegij. Mi imamo zdaj po drugi strani športnega vidika privilegij, da bomo igrali res velike tekme. Velike tekme in jaz sem zelo vesel, jaz komaj čakam, da se zopet vidimo čez 3 tedne, to se bo zavrtelo kar naenkrat. Jaz samo upam, da bodo fanti ostali zdravi. Dobra energija je, dobra pozitivna energija je pa tudi dovolj samokritični, dovolj objektivnosti, da nimam niti v eni sekundi ne rabimo razmišljati o nečem velikem. Korak po korak, čeprav se sliši to vse skupaj klišejsko, ampak to je šport in to zahteva šport, če hočeš biti na visokem nivoju. Če ostanemo pri navijačih, že večkrat ste povedali v zadnjem času, da vidite tudi, da zelo vam je lepo, če vidite, da se kaj zakrbi, poči. Danes verjetno tudi za vas vrš okus, se preveč zakrbi tisti požar. Ja, ampak to je izven stadiona, kaj naj naredimo, ne? Zdaj, jasno je, da sem prvi, ki zagovarjam navijače, ki zagovarjam navijaške skupine, sem pa tudi prvi, ki sem proti absolutno kakršenkoli izgredu, nasilju ali karkoli. In ta zadeva ni najbolj pametno izpadla, ker je dejansko zagorelo kar nekaj. Vseeno, vsi skupaj moramo ostati trdno na tleh, brez neke euforičnosti, ampak bilo je zadosti navijačev, da se je slišalo Slovenija in jaz sem, kar se tega tiče, zelo vesel in hvala tudi navijačem. Je Slovenija v najboljšem stanju, kar se tiče izdelanosti ekipe, vzdušja okoli in v reprezentanci, kar ste ponovno na selektorskem mestu? Ne, bilo je že, bili smo zrelejši, bili smo konkretnejši že v nekaterih momentih, ampak nismo imeli konstante. Zdaj dobivajo fanti tudi eno stalnico, dobivajo eno konstanto, način, kako igrajo, kako uživajo, mi je pa najbolj všeč do zdaj, odkar sem se vrnil in na koncu tudi goli govorijo to o tem. Rabimo še pa agresivnost, čvrstino, še rabimo konkretnost, duel, ampak prepričan sem, da bo to prišlo. Ti so toliko lačni dokazovanja, toliko lačni pozitivnega rezultata, nekega priznanja tudi širše javnosti, da enostavno ti se ne bodo ustavili, ali sem jaz tukaj ali kdo drug, ti bodo šli dalje in to mi je zelo všeč. Niso pa bahati, niso pa samo všečni, ampak čisto v redu fantje. Simon. Tukaj govorimo predvsem mogoče tudi o tej psihološki konstanti, ki jo opažate, ne vem, vi ste z njimi toliko več časa. Je sedaj to ta ekipa, ki je na psihološki ravni tako daleč, da lahko neke stvari popravi bolje, kot so jih mogoče kdaj prej. Ker Finci, vse to, kar prihaja zdaj, bo spet neka drugačna tekma, pa spet bo treba pokazati vse te elemente, o katerih govorite sami. Kar se tiče psihološke priprave, je bil meni največji test do zdaj s to ekipo na Švedskem. Tam, ko smo v Ligi narodi morali nekaj narediti in smo odigrali tekmo proti zelo kvalitetnemu nasprotniku na visokem nivoju. In to je že neka stabilnost, to je že neka trdnost, ne. Zdaj, v sami tekmi, seveda, težko je držati ritem 90 minut, ampak jaz še vedno v linijah gibanja, v sami postavitvi igre, v sami izvedbi, v nekih principih vidimo dosti stvari, da lahko naredimo boljše. Vsak trening bo pomenil nekaj novega. Krog nikoli ne bo zaprt. Igralski krog, nikoli zaprt. In vsak, ni zdaj matko prišel noter zaradi tega, ker ste vi pisali, da bi pač mogel priti. Enostavno si človek zasluži, ker igra pošteno na nek pošten način in taka pozitivna energija je vedno dobrodošla. Zato
momentalni sklop bo zdaj seveda začel igrati, ker zdaj bo tudi oni gledali, prvi ste v klubi, bo rekel, prvi ste pa, sem pa tja, a ni realno, kot sem že prej povedal. Ta mentalna moč je lahko ne rabiš vedno izkušeno ekipo za mentalno moč. Ti moraš samo biti prepričan vase, da imaš kvaliteto, da si sposoben in da hočeš se svajtati vsakim. In videli ste v enem momentu proti Severni Irski, jaz sem potem tekmo še enkrat dobro pogledal, v nekih momentih nam je kar dosti manjkalo, ampak po drugi strani smo pa igrali v nekaterih stvareh, je bila res prepričljiva Slovenija, dobra, kvalitetna Slovenija. Tako da dela še ogromno, okrog sebe imam fante, ki delajo z mano, ki si upajo, ki imajo nekaj med nogami, da si upajo tudi sami nekaj narediti. In to se enostavno vidi, ker jih fante zaupajo. Ne? Ampak brez kakšnega koli cirkusa, ker dejansko, če ne bi zdaj 6 pik vzeli, bi potem že skoraj bili na stranskem tiru, oziroma bile bi še neke šanse. Tako da veseli ta podpora, veseli podpora tudi na koncu javnosti, medijev, ko je kritično, je treba, ko je slabo, je treba biti kritičen, ko je dobro, je treba pohvaliti in to je za mene čisto en normalen ciklus. Vsak pa gleda seveda na svoj način vse skupaj. Kje po vašem mnenju bila ta točka preobrata, ker vendarle večina fantov je še vedno istih, ki je že kar nekaj časa v reprezentanci, govorite zdaj, lačni so, energija je drugačna. Je bila kje ta točka preloma, je bila to ta Švedska, ki ste omenili, je kaj drugega, kje vi vidite, če to lahko? Ja, nekatere stvari moram zadržati za sebe, ne. Ampak sigurno je Liga narodov, rezultat Lige narodov je bil prevečkrat podcenjen. Saj to je Liga narodov, to je eno tekmovanje, ki je doseglo svoj namen, ampak tisto je bilo kar dobro, ker tam smo bili mrtvi že pravzaprav, tam nas ni bilo več. Ne. Po Beogradu sem ja že bil zopet na Reki, ali kaj zvem, Splitu, ali kje že. Vsi skupaj smo naredili korak naprej, da prepričamo najprej sami sebe, potem tudi vas. Ne. Ni še tistega nekega momenta. Mene veseli nekaj drugega. Lovrič je igral, pa igral človek v Serie A v Udinese, je igral 30 sekund v tekmi proti Irski. Danes od prve minute na polno. Hoče se dokazati, hoče igrati, hoče me prepričati, izziva, provocira in mene to zanima, meni je to ok. In v tej neki igrivosti pa moramo ostati usmerjeni. Zaradi tega ti napadalci rabijo support, ker to je pa res kvaliteta. In mi bi bili, ne vem, jaz bi bil blesav, da ne bi poskušal z 3 napadalci na nekih različnih položajih izkoristiti to neverjetno kvaliteto. Ne. Je pa res, zdaj bo pa seveda zelo pomembna ta defenzivni blok, ta blok v igri 1-1, duel, druga žoga in to vse skupaj. Jaz sem slovel kot tak, ki zna postaviti to vse skupaj, ampak enostavno se moraš prilagoditi kvaliteti, ki jo imamo zdaj in mogoče bo nekdo rekel, da bo to tam dan nor postal, zdaj hoče igrati na gol več. Ne gre za to, ni gol več, samo izkoristi tisto, kar imaš. Ne. In blok nam bo treba bomo krvaveti, treba bomo s krvavimi koleni, bomo morali iti stožiti zven, ker tam je toliko peska na igrišču, da tega takak pada si že gotov. Proti nasprotnikom, ki je to isto, ampak ko sem rekel, komaj čaka, ker me je tisto v Helsinki me tako peče in jaz upam, da bojo fanti z istim elanom, z isto voljo. Dobili smo zopet neko sigurnost z Janom, kot sem že povedal, ampak imamo pa dovolj tiste mladostne energije, predrznosti, pozitive, ki pa je kot neki zaščitni znak te skupine fantov.